Glavni pokrovitelj oddaje je Lumar. Lepo pozdravljeni v naši poletni oddaji za zdravje. Veliko gledalcev je želelo, naj pokažemo še kakšen del našega vrta. Zato lahko z veseljem danes pogledate še nekaj utrinkov, ki so nastali v preteklem mesecu. No, delo na vrtu in veselje z njim se seveda kmalu obrestuje in pozna na krožniku, v naših želodčkih, pa tudi pri zdravju in nenazadnje v denarnici. Ob tem pa bi rada omenila odlično knjigo Sanje Lončar Sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni, ki jo tudi mi toplo priporočamo. No, domača zelenjava pa vam bo vsekakor zelo prav prišla, tudi če se boste odločili za post, ki ga danes v naši oddaji priporoča Jelena Dimitrijevič. Jelena, kaj je to post? Ja, post v bistvu predstavlja prostovoljno odrekanje hrane vsaj 24 ur ali seveda tudi več, ki v bistvu predstavlja en način, da telo samo sebe prebavlja. Ker mogoče malo grozno zveni, ampak v bistvu je v samem tem procesu zelo pomembna zadeva, ker ko sebe samo prebavlja, v bistvu je telo pametno in prebavlja tiste stvari, ki so za nas slabe. Se pravi, kakšne poškodovane celice, rakaste celice, kakšni paraziti, marsikaj, kar toksične snovi, marsikaj, kar v našem telesu res ni dobrodošlo. Tako da s postom se lahko znebimo takih stvari. Seveda post traja toliko časa, koliko imamo hranilnih rezerv, da ne bi s tem negativno vplivali na kakšne vitalne funkcije v našem telesu. Pa lahko vsak dela post? V bistvu večina jih lahko dela, ampak tudi pri postu moramo biti res tako pazljivi. Se pravi, tisti, ki imajo težave, če vidite, da se pojavijo kakšne alergije, izpuščaji, vnetja, pogosti glavoboli, recimo, na splošno kakšne zdravstvene težave, tudi take, ki so bolj komplicirane, se lahko postimo, ampak pred tem je zelo dobro, da okrepimo svoje telo, da okrepimo tudi delovanje imunskega sistema, tistih organov, ki so ključni pri postu, razstrupljevalnih, jetra, ledvice, črevesje, pljuča. In ko to naredimo z različnimi tehnikami, sprememba prehrane, bolj rastlinski način prehranjevanja, potem kakšna probiotična kura in tako naprej, potem se lahko lotimo posta, hkrati pa začnemo tudi z manjšimi posti, začnemo se počasi uvajati v ta proces, če želimo narediti ta terapevtski post, ki traja tam nekje 3 tedne.
Sicer začnemo z enim dnevom, pa potem lahko 3 dni, pa 7 dni, pa to podaljšujemo glede na naše počutje, energijo in na splošno zdravje. Seveda se ne priporoča nosečnicam, ljudem, ki so res v takem slabem stanju, imajo premalo energije, premalo vitalnih snovi, premalo hranil v samem telesu, tudi otroci seveda otrokom ne svetujemo, čeprav recimo vemo, kako je, ko otrok zboli, dejansko odklanja hrano, ker to je ta pameten mehanizem v našem telesu, da ne želimo izgubljati pol energijo za prebavo hrane, ampak se želi telo posvetiti odpravljanju vseh tistih toksičnih snovi, ki se tudi nabirajo v našem telesu. Tako da je primeren, ampak za post se je treba res pravilno pripraviti in ne samo fizično, ampak tudi psihično. Se da na kratko povedati, kako post poteka? Na kratko zelo težko, ampak bom probala. V glavnem je takole, če uživamo vsa živila, smo vse jedi, potem se je treba vseeno 3 tedne vnaprej pripravljati, opuščamo počasi živila živalskega izvora, mleko, mlečne izdelke, meso, ribe in tako naprej, seveda sladkor, industrijsko predelano hrano, koncentriramo se izključno na rastlinsko prehrano, ki je polnovredna. 2-3 dni pred samim postom pa uživamo izključno presno hrano, kakšne tudi sveže stisnjene zelenjavne sokove, brez maščob in na tak način nekako pridemo v ta proces. Se pravi, če imamo enodnevni post, potem ni potrebno tako intenzivno se pripravljati nanj, vseeno je dobro, da pol uživamo predvsem rastlinsko hrano pred tem dnevom. Če pa želimo podaljšati ta post, če se pripravimo tudi psihično, da si želimo kakšen terapevtski post, potem sigurno moramo upoštevati tiste nasvete. Pri samem postu v glavnem poznamo različne vrste posta. Post ob vodi je tak dosti znan, s tem, da ga jaz vedno priporočam, če ga želi nekdo izvajati, da je obvezno pod kakšnim zdravniškim nadzorom. Ponavadi so posti ob sokovih, zelenjavnih prevredkih, različnih čajih. Taki tipi postov so dokaj varni, izvajamo jih recimo tam do 10 dni brez kakšnega nadzora, če nimamo posebnih zdravstvenih težav. Za vsakih 10 dni, ki jih izvajamo, potem 3 dni je pol uvajanje v prehrano. Se pravi, ne moramo zdaj biti na postu, pa potem takoj začeti normalno uživati hrano, ki smo jo pred postom. To je najtežji del v bistvu posta, se nazaj vrniti v prehranjevanje. Ker na začetku je kakšna kriza, recimo 1 dan, 2, 3, odvisno od vsakega posameznika, ko telo prešalta na en nov način režim predelovanja, oziroma ni več prebavnega procesa, tako intenzivnega, in pol začne razkrajati tudi tiste stvari, o katerih smo se pogovarjali. Drugač pa potem se v bistvu uvaja hrana na tak način, da počasi dodajamo stvari, recimo eno jabolko, pa potem majhna solatka, hkrati pa ne smemo pozabiti, da nadaljujemo s pitjem sokov, sveže stisnjenih, predvsem zelenjavnih sokov, lahko kakšnih čajev in tako naprej, tako da tekočine mora biti tudi dovolj v času posta, tam 3 do 4 litre. Hkrati pa, če podaljšujemo ta post, na vsakih dodatnih 3 dni, ki jih podaljšamo, 4, recimo, je še en dodaten dan uvajanja nazaj v to prehrano. Se pravi, moramo se veliko izobraževati, ne smemo takoj na hiter iti v to fazo postenja. Veliko literature, Paavo Airola je ena taka knjiga, ki je dobra, Marjan Videžnik ima take dobre knjige, Herbert Shelton je tak oče posta, moderne oblike posta. Tako da literatura je izjemno pomembna, kakšno predavanje, svetovanje s kakšnim svetovalcem, ki se spozna na to področje, je zelo pomembno. Posebej je pomembno, da se zavedamo, da tudi v času posta lahko nastanejo kakšni simptomi, ki so nezaželjeni, ki so tudi zaradi tega procesa razstrupljanja, kot recimo glavoboli, pa v bistvu vrtoglavice, slabost, tak občutek nemoči. Vonj je tak izrazit, lahko telesni vonj, imamo zadah, tudi zadah po acetonu. Če se pojavijo take stvari, so dokaj, do ene mere so normalne, ampak če je to res intenzivno, potem moramo paziti, ali bomo prekinili post, ali bomo recimo v tem trenutku zaužili nekaj javorjevega sirupa z vode, pa v bistvu izvajati dodatne klistire, ker klistir je tudi ena stvar,
ki jo tudi moramo redno izvajati v času posta, da bi tudi tiste strupe, ker ni prebavnega procesa, ni te peristaltike, da bi se to lažje v bistvu nekako sprostilo iz našega črevesja. Tako da so velike prednosti, kar se posta tiče, recimo regeneracija telesa, na splošno več energije bomo imeli, tudi duhovnost lahko več razvijamo, zavest se tudi bolj intenzivno razvija, tako da je na splošno veliko teh pozitivnih učinkov, ampak s postom res moramo paziti, da ga pravilno izvajamo. Ampak mogoče za začetek, za naše gledalce, enodnevni post, ekološka zelenjava, sadje, sokovi, to pa tudi priporočaš? Jaz ponavadi priporočam tudi, da se izvaja post ob sokovih, zelenjavnih prevredkih in da se temu doda spirulina. Ker v bistvu pri postu tudi izgubljamo nekaj teh koristnih beljakovin in da bi tudi podaljšali ta proces posta, je fajn dodajati nekaj takega, kar je res fenomenalno, tudi kar se tiče vitaminov, mineralov, klorofila, tudi za čiščenje, ampak do uvajanja tudi hranilnih snovi. Poleg tega zelo pomaga, če dodamo recimo minerale v tekoči obliki, ker tudi to lahko izgubimo v tem času, pa ni zadostnega vnosa. Hkrati pa zelo pomaga tudi uživanje probiotikov pa prebavnih encimov ali encimov na splošno, ker encimi so tisti, ki razgrajujejo stvari v našem telesu in se pol tudi tistih odpadnih snovi lažje znebimo, hkrati tudi tistih rakastih celic. Zaradi tega priporočam, če je že možnost, da se to dodatno vzame. Recimo kot pri Gersonovi terapiji so sokovi ključna stvar, predvsem zaradi te bogatosti z encimi, ker encimi naredijo te spremembe v našem telesu. Tako da na tak način, z ekološko seveda je poudarek na ekološki zelenjavi, ker ne želimo dobivati dodatnih strupov, se želimo razstrupati skozi post, tako da to priporočam. Če pa ni možnosti recimo za klasičen post v tekoči obliki, lahko so tudi kakšni smuti, ki bomo tudi predstavili en tak smuti, pol zmešamo veliko take zelene, listnate zelenjave, nekaj limoninega soka, nekaj koristnih maščob in pol se pustimo, to je tudi ena vrsta posta, ki je tak bolj lahkoten in se s tem lahko tudi pripravimo na kakšne daljše oblike posta.